Pozdravljeni v decembrski oddaji Aktualno na GFML, v zadnji oddaji v letu 2014. Letošnjo jesen smo bili dijaki GFML zelo aktivni, saj smo se udeležili znanstveno-raziskovalnega tabora v Madridu, modela Evropskega parlamenta v Luksemburgu in priredili nemške delavnice za osnovnošolce. Nenadna in hitro se razširjajoča amerikanizacija v našem globalnem svetu povzroča, da smo mladi veliko v stiku z angleškim jezikom, posledično pa se na naši šoli veliko dijakov odloča za učenje angleščine kot prvega tujega jezika. Vedno manj pa se jih zaveda, kako pomembna je nemščina za nas Slovence, ki smo v stiku z nemško govorečimi državami že stoletja. Zato smo na šoli izvedli projekt Deutsch macht Spaß za osnovnošolce, da bi jim nekoliko približali nemščino. Na ta tabor sem se prijavil, ker me zanima nemščina. Sem prišla, ker bi se rada več naučila o nemščini. Da se pač nekaj naučim, pa da se malo družimo z prijatelji. Zamislili smo si ga v bistvu za osnovnošolce, ker se nam zdi, da je zelo dobro, da povežemo gimnazijo in osnovne šole. Drugi vzrok za to pa je, da se učenci morda ne odločajo več toliko za nemščino, torej angleščina prednjači. In smo pač želeli malo promovirati nemščino na zabaven način, ne toliko na način sedenja v učilnici, vaj slovničnih, torej bolj zabavno, igra, glasba, film. Imamo različne delavnice, pri katerih delamo, kot zdaj, režemo s papirja, delamo kakšne primerke iz glasbe. Imamo takšne delavnice, da se zabavamo, učimo bolj podrobneje jezik, imamo tudi igre, karaoke, disko. Na razpis projekta se je odzvalo veliko več učencev, kot smo pričakovali. Pripravili smo dvodnevni tabor s številnimi delavnicami, poskrbeli za dobre obroke in večerno zabavo, ki je vključevala ples, karaoke in zabavne igre. Nočitev, kot pravijo učenci, je bila naporna, spanca pa je bilo malo. Nisem spal niti minute, družili smo se s prijatelji. Nič, čisto nič. Učenci so povedali, da so bili s taborom zadovoljni, saj so se zabavali, veliko naučili in spoznali nove prijatelje, kar je bil tudi namen projekta, ki nam je brezhibno uspel in ga načrtujemo tudi za prihodnje leto. Izum, festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih, ki je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije, regionalnega centra Murska Sobota, poteka v trgovskem centru Maximus 26. in 27. novembra. Zaključil se je s slavnostno akademijo. Bogata tekmovalna in raziskovalna dejavnost gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer se je odrazila po številu prejetih priznanj, saj so kar 3 dijaki, Tim Štuhec, Tadej Grof Semenič in Ana Štampar, prejeli srebrna priznanja državnega tekmovanja iz logike, plaketo za aktivno in uspešno sodelovanje ter strokovno in pedagoško delo na področju mladinskega raziskovalnega dela in tekmovanj iz znanj pa je prejela profesorica kemije Mateja Godec. Ravnatelj Zvonko Kustec pa je prejel plaketo za naziv Raziskovalna šola 2014. Festival Izum pa smo dijaki GFML obogatili že v sredo, ko smo izvedli umetniško akcijo oziroma performance, s katerim želimo opozoriti na nezaposljivost in posledično brezciljnost med mladimi. S kritičnim razmišljanjem, prikazanim skozi glasbo, ples in dramsko prizoritvijo, opozarjamo družbo, naj vendarle kaj ukrene in prepreči nadaljnji beg možganov v tujino. – 22. novembra je v Dokleževju potekala proslava ob dnevu Rudolfa Maistra. Rudolf Maister velja za eno izmed najpomembnejših slovenskih osebnosti v 20. stoletju. 23. novembra je skupaj s svojimi četami razorožil nemško varnostno stražo in s tem dejanjem priključil Štajersko in Koroško k Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Malo kdo ve, da je bil Rudolf Maister v svetu literature in knjig dvojno dejaven, kot vrstnik velikih modernistov Cankarja, Murna, Keteja, Župančiča, s katerimi je tudi prijateljeval. Pesmi je objavljal v Ljubljanskem zvonu, izdal je 2 odmevni pesniški zbirki, Poezije in Kitica mojih, kar je bilo za časnika v tistem času precej presenetljivo dejanje.
Ob spominskem dnevu Rudolfa Maistra, ki ga je pripravilo Društvo prijateljev mladine Dokležovje, smo nastopili tudi dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. In sicer literarno-recitacijsko-glasbena skupina z interpretacijami Maistrovih pesmi, katerim smo tudi dodali prekmurske glasbene priredbe. Mi smo kralji brez kanonov, brez blagajne in brez tronov. Sablja nam je ostri kljun. Naj se prav, da svet in kolje, mi smo vedno vedre volje, pojemo brez not in strun. Za življenje pa je treba tudi hleba. No, saj škorci nismo norci. Danes žlička, Jutri korci, zdaj na levo, zdaj na pravo, sem v bližino, tja v daljavo. težke ajde, Polne brajde, kdor ne išče, jih ne najde. res smo kralji brez kanonov, brez blagajne in brez tronov. Vendar pa smo poštenjaki, da ni takih pod oblaki. Kdor nad tem se kaj spotika, pojde z nami pred sodnika, čaka kazen ga velika. Pika. Zbrano občinstvo je z navdušenjem pozdravilo tudi predstavnike Slovenske vojske, ljudske pevke Jesensko listje, župana občine Beltinci Milana Kermana, predsednico krajevne skupnosti Dokležovje Lidijo Ropoša, predsednico Društva prijateljev mladine Dokležovje Marijo Zver in predstavnike gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Poseben poudarek prazniku pa je prispeval dr. Dragan Potočnik, ki je v slavnostnem nagovoru izpostavil pomen Rudolfa Maistra in domovinskih vrednot. Navsezadnje je čudež, da smo obstali v tem trikotniku med romanskim, germanskim in južnoslovanskim prostorom. Zgodovina nas ni izbrisala, prav nasprotno. Iz zgodovine smo išli kot zmagovalci. Imamo svojo državo. Slovenska narodna zavest se je skozi zgodovino oblikovala iz pripadnosti jeziku in kulture. Poglejte, na primer, ta naš čudoviti jezik, ko se nam ni potrebno zatekati v množino, kadar rečemo ljubiva se. In zaradi besede in po besedi smo obstali in stojimo. V tem je čar, to so temelji državnosti. Mladi morajo dojeti lepoto in bogatstvo slovenskega jezika in pomen ohranitve jezika v evropski skupnosti. Zavedanje lastnih korenin, domoljubja, identitete naroda se začne pri samem sebi. Dijaki gimnazije Franca Miklošiča smo bili zelo veseli, da smo tudi mi lahko navdušili vse tiste, ki cenijo našo zgodovino, sedanjost in tudi preteklost. V programu raziskovanja, razvoja in inovacij sodelujejo dijaki iz Evrope in Amerike, stari med 15 in 17 leti. Izbrani dijaki smo 4 mesece aktivno sodelovali na forumu pod mentorstvom profesorjev angleščine in naravoslavja na svoji šoli in profesorjev doktorjev znanosti, ki predavajo na različnih univerzah v Barceloni in Madridu. Namen tega sodelovanja je razviti analitične spretnosti, promovirati tehnologijo, inovacije in znanstvene raziskave o temah, ki so širšega družbenega interesa in pomena. Raziskovalne teme, ki so bile, so celična terapija, koncentrirana sončna energija, opazovanje zemlje iz zraka, nanotehnologija in grafeni in izguba biodiverzitete in izumrtje vrst. Dijaki Ljutomerske gimnazije, ki smo prvič sodelovali na tem kongresu, smo Alen Šimon, Domen Ian Morovič, Marijana Fortuna in Hanna Hozijan. 5. član raziskovalne skupine pa je dijak Srednje šole za promet Ljubljana Aljoša Belovič. V Madrid nas je spremljala profesorica slovenščine in angleščine Mojca Rižnar Nedeljko. Fascinantni Madrid nas je sprejel sončnim vremenom, cel teden je bilo okrog 25 stopinj. Eko hostel, čisto poleg Place Mahor, v katerem smo bivali, je bil eden najmodernejših v mestu. Madrid nam je vsem dal veliko. Občutili smo utrip kozmopolitizma, ko smo se kar naenkrat znašli na trgu skupaj s švedskimi nogometnimi navijači, ki so nas spraševali, od kod smo. Mesto smo sprehodili po dolgem in počez. Šli smo celo do stadiona Santiago Bernabeu in uživali v tribunah ter sedli na selektorsko klop, šli v slačilnice in kopalnice ter si ogledali tudi konferenčno sobo. Ker smo imeli srečo, smo pri izhodu iz trgovine na stadion
zagledali novinarje in avtobus Real Madrid, množico oboževalk in potem so začeli drug za drugim prihajati prestižni Audiji, v katerih so sedeli vsi nogometaši Reala. Kar lepo po vrsti in videli smo jih čisto od blizu. Nepozabno, nepričakovano, čisto nič po programu. Seveda ni šlo brez Hard Rock kafeja, Parka Retiro, Prado muzeja, Kraljeve palače, temeljito smo se tudi že navadili na uporabo podzemne železnice, po znameniti Gran Via pa smo se sprehajali vsak večer in uživali v nočnem vrvenju mesta, ki nikoli ne spi. Vsi sodelujoči smo se izredno izkazali s svojimi aktivnimi razpravami, dostojno predstavili in zastopali Slovenijo. Vabilo za naslednjo investigo v oktobru 2015 je že naše. Od 8. do 15. novembra se je v Luksemburgu odvijala že tradicionalna mednarodna konferenca Model Evropskega parlamenta mladih. Na konferenci je sodelovalo 200 srednješolcev iz 32 držav, vse razprave pa so potekale v angleščini. Slovensko delegacijo pod mentorstvom profesorice slovenščine in angleščine Mojce Rižnar Nedeljko so sestavljali 3 dijaki 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Žan Hozen je bil v odboru za državljanske svoboščine, pravo in notranje zadeve, Ines Frlin je aktivno sodelovala v odboru za pravice žensk in enakost med spoloma, Rebeka Dokl je bila v odboru za okolje, zdravje in varno hrano, Aljaž Novak pa v odboru za državljanske svoboščine, pravo in notranje zadeve 2. Polona Hribar je bila v odboru za kulturo in izobraževanje. Dijaki so stanovali pri družinah, ki so bile izredno gostoljubne. V Luksemburg jih je iz Bruslja prišel pozdraviti tudi slovenski veleposlanik gospod Matjaž Šinkovec. Prisostvovali so na okrogli mizi Perspektive za Evropo, na kateri so sodelovali aktualni člani Evropskega parlamenta iz Luksemburga, raziskovalni novinarji, študentje in predstavniki univerze. Vsi skupaj so se odpeljali tudi v Schengen v Nemčijo, kjer so si ogledali prizorišče šengenskega sporazuma, ki simbolizira odprtost evropskih meja, profesori pa še tudi na sloviti grad Vianden in v notranjost hidroelektrarne k turbinam globoko pod zemljo. Prav poseben dogodek pa je bil tudi kulturni multimedijski performance Die Redner. Seveda pa je tudi poslovilna zabava v Scots pubu bila nepozabna. MEP je nepozabna in izjemno koristna izkušnja za vsakega udeleženca, tako za starše gostitelje, delegate, organizatorje in tudi profesorje mentorje. V sklopu Miklošičevih dni so 2. in 3. letniki imeli projektne dneve, dijaki 1. letnikov pa so se odpravili na tradicionalni Miklošičev pohod. V četrtek 20. novembra smo dijaki 2. letnikov v okviru Miklošičevih dnevov imeli naravoslovni projektni dan. V razredih smo se razdelili na skupine ter pri določenih predmetih delali poskuse ter reševali naloge, ki so se navezovale na nje. Pri matematiki smo merili temperaturo kave iz šolskega avtomata in risali grafe glede na ohlajanje ter računali razmerja velikosti različnih likov. Pri kemiji smo eksperimentirali in raziskovali, kaj in kako se vpliva na hitrost reakcij. Pouk biologije smo popestrili z ugotavljanjem zvezne in nezvezne variabilnosti pri ljudeh na podlagi onesnaženosti vode. Pri fiziki pa smo spuščali žogico z višine ter merili čas padanja in pospeševanje. Po končanem skupinskem delu smo pripravili kratke predstavitve, s pomočjo katerih smo sošolce seznanili z našim delom v delavnicah. Na koncu smo se preizkusili še v kvizih, ki jih je pripravila vsaka skupina posebej, ter tako preverili, kako dobro smo poslušali drug drugega. V petek, 21. novembra, smo si 1. letniki po prihodu v šolo najprej ogledali film o dr. Francu Miklošiču, jezikoslovcu, znanstveniku in nasploh pomembnem človeku, po katerem se imenuje tudi naša gimnazija. Po malici smo se odpravili proti Radomeščaku, kjer stoji Miklošičeva domačija. Pot je bila precej naporna in ni nam bilo ravno poslano z rožicami, a prispeli smo. Sredi ničesar smo v jesenski pokrajini zagledali Miklošičevo domačijo. Do nje smo prišli blatni, mokri in izmučeni, a čakal nas je še kviz. Ponovili in nadgradili smo znanje o Miklošiču, Ljutomeru, Prleščini in seveda o naši gimnaziji. Zmagal je prvi v A z 1 točko manj, pa smo jim sledili mi, gimnazijski A oddelek. Končno smo se lahko odpravili domov, izmučeni, a zadovoljni, da je konec.
tem letu so se zvrstile številne obletnice, ki so pomembne za slovenski knjižni jezik. Zato smo dijakinje 2. in 3. letnikov s skupnimi močmi pripravile razstavo z naslovom Jezik živi. V sklopu obletnic smo vključno s prevodom Dalmatinove Biblije in Bohoričevimi zimskimi uricami predstavili začetke slovenskega knjižnega jezika. Naslednje predstavljeno obdobje je zavzemalo moderno in književnost med Prvo svetovno vojno, na katero je nakazal že sam Simon Gregorčič z znano pesnitvijo Soči. V obdobju sodobne slovenske književnosti pa smo se spomnili in počastili nedavno preminulega avtorja Mačka Murija, Kajetana Koviča. Otvoritev razstave je potekala 25. novembra v čitalnici šole. Mesec november je bil poln potovanj, saj smo se frankofoni odpravili v Bad Radkersburg, dijaki 2. letnika na Dunaj, dijaki 1. letnika v Ljubljano, ogledali pa smo si tudi Graz in Idrijo. Dijaki, ki kot izbirni predmet obiskujemo nemško jezikovno diplomo, smo se na hladen novembrski dan zapeljali v avstrijsko mesto Gradec, kjer nas je gostil Graški inštitut za slavistiko. Tamkajšnji študentje so nam na kratko predstavili samo mesto Gradec, profesorji pa študij slovenščine na univerzi. Nato je sledil ogled ogromne slavistične knjižnice z vodenjem v nemščini, kasneje pogostitev in po pogostitvi voden ogled po mestu. Da bi se malce pogreli ob kavi ali čaju, so nam profesorji dali 2 uri prostega časa. Tako smo lahko občudovali predbožični Gradec z vsemi svojimi čari. Sledila je še prireditev v slovenski čitalnici, kjer smo si ogledali film Franc Miklošič, Človek in znanstvenik. Domov smo prispeli premraženi, a prijetno utrujeni. Kot vsako leto so se tudi letos na naši šoli odvijali Miklošičevi dnevi. Za sam začetek smo se v sredo 19. novembra 2. letniki odpravili v Idrijo na strokovno ekskurzijo. Že ob 6. uri zjutraj smo se še vsi zaspani krenili na pot. Po skoraj 3 urah vožnje smo prispeli v Idrijo. Najprej smo se seznanili z zgodovino mesta, z njenim razvojem skozi čas in spoznali, kakšna je Idrija danes. Nato smo si ogledali največjo leseno kolo na svetu, ki so ga v rudniku uporabljali za črpanje vode in ostalo opremo, kot so lokomotive, vagoni in tako dalje. Potem smo si ogledali značilno rudarsko kočo, se stisnili vanjo in si ogledali njeno notranjost, ter tako bolje spoznali revno življenje rudarja in njegove družine. Seveda smo se odpravili tudi v rudnik, v najbolj znan Antonijev rov, kjer smo se sprehodili po dolgem in temačnem rovu. Prej smo si seveda nadeli čelade in zaščitne plašče. Zatem smo se odpravili v javni akvarij, kjer nam je lastnik pokazal svojo zbirko več kot 140 rib in drugih eksotičnih živalskih vrst. Na koncu pa smo si ogledali Idrijski grad, ki se razlikuje od vseh ostalih gradov, saj ni bil uporabljen za vojskovanje, ampak za shranjevanje živega srebra. V njem smo si ogledali tudi razstavo mineralov in razstavo 2. svetovne vojne, ter spoznali značilno idrijsko čipko. Tudi sami smo se preizkusili v klekljanju, a nam ni šlo preveč dobro od rok. Po vseh ogledih smo se že vsi lačni in utrujeni odpravili v Ljubljano. Nato pa smo se polni novih vtisov odpravili domov. Miklošičevi dnevi so potekali od 19.11. do 21.11.2014. V okviru teh dni je naša gimnazija organizirala izlet na Dunaj. Tako smo dne 21.11.2014 učence 2. letnika odpravili na Dunaj. V ranih jutarnjih urah smo krenili na izlet. Naš namen je bil spoznati življenje ter delovanje Franca Miklošiča ter drugih znanih Slovencev v Avstriji. Prvo postojanko smo imeli na pokopališču, kjer je bil Miklošič pokopan. Ogledali smo njegov grob, njegov spomin pa prižgali sveču ter mu namenili nekaj besed. Nato smo se peljali do Prirodoslovnega muzeja, kjer smo si ogledali začetek nastanka Zemlje ter prvih organizmov. Pot smo nadaljevali do Hofburga, kjer smo izvedeli nekaj o tedanji Habsburški deželi ter se odpravili do Plečnikove hiše. Peš smo se odpravili do knjižnice. Izvedeli smo, da je na svetu 4. najpomembnejša knjižnica in da ima več kot 100.000 knjig. Pokazali so nam knjige, v kateri so bili omenjeni Slovenci ali pa so jim tudi sami napisali. Zadnja postojanka tega dne pa je bila sama univerza, kjer je Miklošič deloval kot rektor ter bil tudi 3 šolska leta dekan. Tudi fotografirali smo se pred Miklošičevim kipom. Pot nas je vodila mimo dvorca, kjer je bivala Marija Terezija v času njene vladavine in izvedeli nekaj o njej. Ko so nam vse povedali in razložili, pa smo se lotili dela, ki nas je čakala. Reševanje učnih listov, katere smo dobili na začetku dneva. Pozno popoldan smo se vkrcali na avtobuse in odpravili proti domu.
Na sončno, hladno, četrtkovo jutro smo se prvi letniki odpeljali na naš prvi izlet, v Ljubljano. Vsi trije razredi smo se z 2 avtobusoma v spremstvu profesorjev odpravili proti Ljubljani, kjer smo v skupinah izmenično obiskovali različne kraje. Obiskali smo hišo eksperimentov, kjer smo razvijali predvsem znanje iz fizike, nato pa smo si ogledali NUK, kjer smo se dijaki seznanili tudi z izposojo knjižničnega gradiva, ter NUK na kratko spoznali. Že nas je čakala naslednja postojanka. Dijaki smo se lahko sami odločali med Moderno in Narodno galerijo. V galeriji smo si ogledali mnoga dela in spoznali njihovo odzadje. Seveda pa smo imeli tudi nekaj časa zase. Nekateri smo imeli celo dovolj časa, da smo se izgubili. V mestnem muzeju smo si nazadnje ogledali razstavo Emona 2000, nato pa smo naš izlet počasi zaključili. Zvečer smo bili izmučeni, naši telefoni polni slik, glave pa napolnjene z nekaj znanja, zato smo se počasi odpravili domov, tja, kjer nam je ne glede na vse najlepše. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je v petek 28. novembra v sodelovanju z Gimnazijo Borg v Bad Radkersburgu organizirala frankofonsko srečanje. Na odrskih deskah so se z različnimi glasbenimi, igralskimi, bralnimi nastopi, seveda v francoskem jeziku, predstavili številni dijaki iz obeh gimnazij. Pod mentorstvom profesorice za francoščino Lidije Kos-Ulčar smo zaslišali branje poezije našega največjega pesnika Franceta Prešerna v francoščini, predstavitev nekaterih slovenskih avtohtonih rastlin in živali, s klavirjem in kitaro odigrano pesem, predstavila pa se je tudi naša skupina deklet, katere so z razigrano plesno točko zamajale tla. Po končanem nastopu smo bili deležni pogostitve z značilnimi francoskimi jedmi. Na koncu druženja pa smo skupaj ob spremljavi naše profesorice na klavir zapeli še znano pesem Edith Piaf, La vie en rose. Znanost ima mlade je tokrat potekala malce drugače, saj smo gostili bivše profesorje naše gimnazije. V sklopu projekta Znanost ima mlade smo v zadnjem času na našo šolo vabili doktorje znanosti, ki so obiskovali to gimnazijo. Novembra pa smo na šolo povabili bivše profesorje naše gimnazije. Na povabilo so se odzvali profesor slovenščine in filozofije dr. Miran Puconja, profesor športne vzgoje Tone Ficko, profesor psihologije Zlatko Zdovc, profesorica matematike Mira Babič, profesorica nemščine Anka Beznec in profesorica slovenščine in nemščine Cilka Jakelj. Okroglo mizo je vodila gospa Vesna Lajsani, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer in nekdanja dijakinja gimnazije. V slabih 2 urah smo spoznali njihova res zanimiva profesorska leta. Najprej je tu trmasta prleška duša, ki je bila sposobna kljubovati vsem pritiskom, tako političnim iz centra, kot tudi hegemonističnim težnjam, ki je prihajala takrat iz Murske Sobote. Glede na tradicijo, glede na duhovno kulturo, glede na izročilo, ki je obstajalo v tem prostoru, tu je bila včasih realka, šola, kakšno je imela takratni avstrijski državi redko mesto na takratnem Štajerskem, potem meščanski šoli, potem pa tudi, lahko bi rekli, sposobnosti akterjev, ki so vplivali na to, je takrat gimnazija obstala. Glaven vzrok je seveda ta nadpovprečna duhovna kultura, ki je v krajih med Muro in Dravo živela ves čas, in rezultat tega je potem razvoj naše gimnazije, rezultati naše gimnazije in tudi ti, ki tu okrog nas sedijo. Smo leto 2010-90 pa prišli v novo telovadnico na super idealne pogoje in tega sem se najbolj veselil, kajti tu notre sem jaz izgubil glas, glasilke, ušesa, zvočnost telovadnice bili točna, da se je to ne dalo delati. In tam tisti pogoji so idealni, da sem pomogel voditi. Meni se je želja, da sem poučeval psihologijo, tudi pedagogiko na vzgojiteljskem programu in psihologijo seveda na vzgojiteljskem programu, uresničila 6 let, predno sem šel na penzijo. Nikoli v življenju nisem želel biti na vodstvenem delovnem mestu. Vedno sem želel delati z mladimi, z otroki in mladino. To je bila moja velika želja in uspel sem to zadnjih 6 let, ko sem bil tu zaposlen in sem delal samo to. Jaz pa sem si vedno tak, nisem nikomu rekla, samo sem si mislila,
Pa naši ne smejo biti slabši, kot so soboški, ne? Zato treba včasih tudi malo zategniti, ne? Tako da se je šlo za malo to strokovno moč. Tako, ja, ker v resnici rezultate moraš imeti, ne? Ni zadosti, kad ti daješ nizke ocene ali ne vem kaj. Tako, ne gre samo za prilagajanje, treba biti tudi določeno znanje, s katerim se lahko kasneje tudi pokažeš. Kar je v resnici takrat naša šola najbolj pridobila, ko se je začela matura, ne? Takrat se je merilo znanje. Tako, takrat se je izkazalo, da delamo dobro, ne? Vsi skupaj, in da je naša pot prava. Ko smo imeli jezikovni oddelek, si predstavljajte 5 ur tujega jezika, to so sanje vsakega učitelja tujega jezika, jezikoslovni oddelek. Takrat smo imeli tudi dosti tekmovanj, pravzaprav vse so vsako leto, ampak takrat nekdaj sem šla z enima, pa z dvema, takrat nas je pa šlo 5, 6, ne? In ko smo tam pobirali tiste nagrade, prvi v Republiki Sloveniji, to se pa drugi, pa ne vem kateri, ampak to vam hočem povedati, kak je bila naša gimnazija neprepoznavna. Ko so nam v Cankarjevem domu podeljevali te nagrade, je bilo prvo mesto srednja šola dimnikarske usmeritve Ljutomer, bravo. Drugo mesto isto, bravo. Ja, kak te zdaj dimnikarske usmeritve? Zakaj? Ker je bilo S, Š, D, U. Ja, srednja šola družboslovne usmeritve. Sem pa tudi sama obiskovala torej to šolo in z njo sem resnično močno povezana. Tu sem doživela svoje prve ljubezni, spoznala moža, sem so hodili moji otroci kasneje v šolo. Tu sem potem preživljala, tudi preživela svojo hudo bolezen s pomočjo kolegov, torej se vse srečno izteklo, tudi z vašo pomočjo. In potem sem pač po letih, ki sem si v bistvu sama določila, odšla tudi v penzion, torej kot rečejo. Zdelo se mi je, da pri 60 letih človek mora prepustiti mesto mlajšim, ki čakajo enostavno torej pred vrati. In jaz sem pobrala svoja šila in kopita in šla, čeprav vam moram povedati, da sem šla z zelo težkim srcem in da sem torej prve dneve po upokojitvi vedno ustavila avto torej tu pred šolo, htela vzeti ven knjige pa zvezke, ampak nažalost je bil tam samo cekar za v trgovini. Pogovor z bivšimi profesorji je bil zelo zabaven in zanimiv, saj so nas nekatere njihove zgodbe nasmejale do solz, nekatere pa so bile za nas tudi poučne. Še enkrat se zahvaljujemo vsem profesorjem in gospe Lajsani, da so si vzeli čas za pogovor. To je za danes vse. Imejte prečudovit ostanek tega leta, mi pa se spet vidimo v letu 2015. Adijo!